Običajno delovno rutino reprezentančnih priprav na junijske tekme v Ligi narodov so na Brdu pri Kranju popestrili otroci iz programa nogometnih uric v vrtcih. Nogometaše so pričakali na igrišču in jim zaželeli dobrodošlico. Program poteka širom Slovenije v vseh medobčinskih nogometnih zvezah, v katere potem vključujemo trenerje. Moram priznati, da nismo pričakovali, da bo tako navdušenje tudi strani deklet, ne samo dečkov, tako da vsako tedensko čakajo urice in komaj čakajo na te druženja z gospodom Cirilom in gospodično, ki ima punce, tako da mi smo navdušeni. No? Obisk nacionalnega nogometnega centra je bil za otroke svojevrstno doživetje, saj so se lahko preizkusili v nekaterih spretnostih. Najbolj privlačna je bila seveda sama nogometna žoga, okrog katere se vrtijo tudi redne tedenske urice v vrtcih. Skozi gibalne igre, skozi razne družabne igre, naša oba nogometna učitelja izjemno dobro animirata otroke in zato pravim, je en tak doprinos, ker uživajo. No? Tako kot so tudi na Brdu. Nogomet je najprej igra, ki pa lahko pomoči trenerjev že pri najmlajših prižge prve iskrice poznejših odločnejših korakov na poti, ki so jo prehodili tudi reprezentanti. Tudi vzgojiteljicam vidimo, da to pomeni kar dosti. Obisk reprezentantov, v bistvu skupna fotografija in pa druženje. Ki je bilo prijetno za vse. Najmlajši so preživeli prijeten in razgiban dan. Reprezentanti so se lahko z mislimi vrnili v čase, ko so bili sami v njihovih letih in se morda že spogledovali tudi z resnejšim igranjem nogometa. Zmeraj je lepo videti, ko otrok na kupu, da imajo vsi še zmeraj željo igrati nogomet, se družiti. Se mi zdi, še posebej po teh časih, ki so bili zdaj v preteklosti, da je pomembno, da se družimo. Ta dan je en izmed takih, ko jim lahko daš nekaj in da bojo jutri tudi razmišljali v nogometu, pa pojutrišnjem pa še kak teden pol in pa morajo tudi sami malo zagrabiti, težko kaj več narediti. Jaz sem se zmeraj želel, to sem že večkrat povedal, ker je bil tudi Walter Bersa iz istega mesta, kaj jaz, iz Šempetra, in sem se rekel, zmeraj sem se želel igrati z njim. In pol enkrat je prišlo tudi do tega, da sva igrala skupaj v reprezentanci in to se mi je, rekel, resnično nek del mojih otroških sanj. Imam par fotografij, kot sem rekel, ko smo šli na igrišče skupaj z reprezentanco. Takrat sem Korena, se mi zdi, da držal za roke in on je tudi z mojih koncev, da je bilo nekaj posebnega. V rosnih letih na pragu osnovne šole so otroci na prvem izmed mnogih razpoti, s katerimi se bodo srečevali pri odraščanju. Prav vse v tem življenjskem obdobju je igra, tudi prvi zametki športnih aktivnosti. Ampak beseda nogomet vendarle že dobiva prepoznavno podobo. Zakaj je tako zanimiv in privlačen? Ker bolj samo žogo. Ker delamo poligone, ker brcam gole. Zato, ker mi je nogomet zelo zanimiv. Ker sem igralka, skoraj vsakič zadanem gol. Fajen in naporno, ker bolj igrajo in bolj zmagajo Slovenci. Zato, ker je Ronaldo moj najbolj ljubši. A poznaš Jana Oblaka? Ja, tega je. Kaj je on? On je nogometaš. In igra, ki je na golu? Ja. Ja, si ga videl že? Si mu dal roko danes? Ne, ker sem gledal ga na televiziji. Morda odslej z drugačnimi očmi, nenazadnje tudi ob dejstvu, da so z njim in njegovimi soigralci in trenerji preživeli nekaj prijetnih uric. Tako se je pravzaprav začela marsikatera uspešna nogometna zgodba in zagotovo jo bo napisal tudi kdo izmed teh otrok oziroma iz generacije, ki je že v vrtcu naredila prve nogometne korake.